poteka 28-urni dobrodelni maraton Radia 1. Z vami smo Jana, Miha in Denis. Ja, 22. december, dan dolg 28 ur, ne? Dolg dan. Ja. Zelo dolg dan. V tem zelo dolgem dnevu je naša naloga pomagati čim več družinam, ki našo pomoč potrebujejo. Zdaj le boste spoznali še eno družino. Moram reči, da je težko zdaj le karkoli reči. Verjetno niste mogli mimo tega v zadnjih dneh, ne da bi prebrali, nekje zasledili tole grozno zgodbo, ki se je zgodila v Novem mestu. Pred mesecem dni je partner v Novem mestu napadel Sandro, mamico 3 otrok, staro 41 let. Sandra je to nedeljo, par dni nazaj, po mesecu dni, umrla. Kar je grozen. Za sabo, za njo so ostali 3 otroci. Vidgal, star 6 let, Živa 9 let, Zoja 11 let. Kar je najhujše, da so otroci ta napad videli. Sin je klical mamo, da bi mu prebrala pravljico, ker je navajen, da mu prebere pravljico, preden gre spat. Ni mogel odpreti vrat. Pol je tekel po starejšo sestro in ko so odprli vrata, so dejansko videli, kako partner davi mamico. Zdaj bomo govorili z babico, z babi Anico. Dobro jutro. Anica, dobro jutro. Jana, Miha, Denis z Radia 1. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro vsem vam. Za nas je žalostno jutro, za vas je mogoče boljše. Anica, že to, da vas kličemo, nam je vsem trem težko. Zelo. Iskreno sožalje. Sožalje. Hvala. Hvala vam vsem. Ni jo več naših hčerke, ni več in mamice ni več. Pa 3 otroci so ostali sami brez mamice in brez hčerke. To je taka tragedija, da človek ne mora si misliti, kaj tacga, da se lahko zgodi, da se nekdo tako pravico v svoje roke vzeti, pa kaj tacga narediti. Ni besed. Anica, meni je grozen, da so to otroci videli. Sej to, pa kako jih je strah, pa bojijo se zdaj vsega. Veste, kaj to je? Kaj to mora biti za otroke, kaj morajo prestajati? Vidgal 6 let, Živa 9 in Zoja 11 let. Ja, taki mehni, ja. Kako so? Sploh si ne morem predstaviti, kako jim... Težko. Vse se držimo, da se pogovarjamo, da... Ja. Na čase pa tu pride žalost, jok, mamico hočemo, ker se to podaljšuje hujše, ne. Zvečer mamice ni, mamica pravljice brala, mamica jih je stisnila, mamice ni. Se jih stiskamo, se jih strkljamo, se pogovarjamo. Ampak vseeno se veste, mamico pogrešajo, mamice ni. Hočejo mamico nazaj, zdaj pa še ti prazniki so, Božič, Novo leto, vse posod, kamor grejo, so starši zraven, so mamice, so družine cele. Tukaj smo pa zdaj jaz pata, pa prijateljce. Veste, kako tu se človek sploh ne mora zamisliti, no, se pravi, sploh ne moraš v njihove srčke videti, kaj trpijo, ne. Tu se pravi, tu ni besed, tu sploh ni besed. Ne, jih tudi mi ne najdemo, jih tudi težko je karkoli reči, ja. Ja, tu jih ne najdeš, ne veš, sploh ne veš, kaj bi rekel, kako. Ne veš, no, se pravi, ne veš. Tako majhni, da grejo čez tako trpljenje. Ja, tako trpljenje, da to pa... Zdaj, ko bi mogel, da bi ona skrbela za nas, moramo mi za njo poskrbeti, se morate misliti, kaj tacga. Tu sploh ne moraš verjetno, se pravi, ni besed. Otroci pa morajo oni zdaj
tako mehni, pa tu gledati, pa tu dočakati, pa tu trpljenje, pa še, ko bo prišlo za njim, bo še hujš po mojem. Zdaj so čakali, se bo mamica pozdravila, zdaj je umrla. V nedeljo, ne? Ja, v nedeljo je umrla, ja. 1 mesec pa 2 dni po tistem, kar se je zgodilo. Ni bilo pomoči več. Vse je bilo preveč poškodovano, čeprav so oživljali, da se je oživela, ampak glavica je bila mrtva. Glavica je bila brez kisika predolgo in ni bilo nič drugega, kot čakanje, kaj bo, ali bo. Čudež se zgodil, pa se ni čudež zgodil, čudež šumim. Čudeža ni bilo. In ga ne bo nikoli več nazaj. Anica, a je kakršen koli način, na katerega vam lahko pomagamo? Kakorkoli boste pomagali, da vse bo dobro došlo. Da veste, koliko tu se bo vse nakupičilo en na drugega. In obuto, obleka, šola, kurjava. Mislim, da znam povedati, zdaj le bomo tale pogreb. Vse z drugim, bo čeprav se od vsake strani nekaj dobiš. Sam vseeno tega se nabere veliko, se veste. V hiši je veliko stroškov, pa otrocih tudi. Karkoli bi bilo dobro došlo. No. Absolutno, Anica, absolutno. Karkoli bi bilo, ja. Absolutno. Pogreb je v soboto, mi dobrodelni maraton imamo jutri do 9. Absolutno bodo tudi vaši vnuki deležni te pomoči iz dobrodelnega maratona. Karkoli bi bilo, samo da bi bilo, če se bo dalo, kaj no se pravim. Absolutno, Anica. Nikdar nisem mislila, da bom pri svojih letih mogla porositi, da boš kaj zrihtov ali pa dobil, ali tega nisem nikoli, da si v življenju predstavljala. Nikoli. Zdaj pa ta čas prišel, ker ne bi nikdar mislil, da bo. Anica, koliko ste vi stari? 69. 69. Ja. In boste vi zdaj skrbeli za te otroke? Ja, upam, da bom. Upamo, da bomo, držimo se, da bomo. Kaj pa bojo, mi smo navajeni skupaj bili, ne? Veliko otroci so bili pri naju. Čuvali smo jih, vozili v vrtec, v šolo. Tako da smo skozi povezani, ne? In tu upam tudi, da bo tako ostalo, ne? Da bomo skrbeli za njih. Pa varno se počutijo. Bodite močni, Anica. Ja, močno, ja, sej smo. Sej se držimo, kukar se moramo, se pravim, greš nekaj, se zjokaš. Ja. Da ne vidijo otroci, pa je to še hujšne. Čeprav morajo tudi otroci jokati, ne? Morajo da tu ven. Anica, močno jih stisnite, lepo skrbite za njih, če boste pa karkoli potrebovali, se pa kar oglasite in bomo probali pomagati. Smo tukaj. Prav, hvala lepa vam. Najlepša hvala za vse lepe besede in za vse, karkoli bo. Hvala lepa vsem. Držite se. Še enkrat iskreno sožalje, Anica, od nas vseh. Hvala lepa, gospod Denis. Vas imam tako lepem spominu vseh. Hvala lepa vsem in vsakemu posebej. Za vse. Radio 1 in DM predstavljata 28 ur dobrodelnosti. Čarobnost obdarovanja.